Malo bliže, da se slišimo. Oj, bomo pa počasi krendi. Lepo pozdravljeni na naši prvi letošnji pešpoti in sicer pot k Repnicam. Zbrali smo se tukaj pri Vili Istenič v Stari vasi, kjer je v bistvu vsako leto start pohoda. Ob tej priliki bi se zahvalila Barbari Istenič, ki nam da tale prostor, da lahko tukaj štartamo, uporabimo njihova parkirna mesta. Med nami bi tudi lepo pozdravila brežiškega podžupana Bogdana Polovšnika, predstavnike turističnega društva Artiče, dva sta in ostali nas vsi lepo pozdravljajo. Seveda pozdravljam pa tudi vse vas zbrane. Letošnja je jubilejna 20. pešpot. Nekje mislim, da dve nista bili izvedeni zaradi korone. Podali se bomo tukaj, ni pot neka zahtevna, do Repnic na Brezovici, kjer bodo imele 3 repnice dan odprtih vrat, in sicer še Koranjeva, Najgarjeva in pa Kovačičeva. Tokrat repnica Kelhar zaradi bolezni ne bo odprta. Pot nas bo vodila med temi našimi hribi, vinogradi. Na poti se bomo tudi ustavili vsej dvakrat do Repnic. Potem, ko bomo prišli v Brezovico, se bomo še tam ustavili na tistem križišču in pač tisti, ko ne poznate, bomo vam povedali, kje se gre k Repnicam. V bistvu, glede Repnic vam bodo sami lastniki več povedali. Lahko obiščete vse 3, ker to so tako na kupu, niso daleč. Gor se bomo pa tudi zmenili, kdaj se bomo vsi skupaj dobili nekje tam, ko se bomo razkrojili po Repnicah, da bomo nadaljevali do našega končnega cilja v Parkljevec, kjer bomo obeležili tudi jurjevanje. Tale pešpot je tudi vsako leto načeloma ob dnevu zemlje, ki jo praznujemo 20. aprila, ampak letošnja oziroma 22. Letošnja je en teden prej zaradi praznikov, velika noč. Tudi danes je cvetna nedelja, ampak se nam je zdelo seveda bolj primerno, da pohod izvedemo danes. Bi kar lepo štartali, hodili bomo počasi, ker to je v bistvu do Repnic zlahka dobro uro. Tako, kot sem pa že rekla, se bomo pa potem tam dogovorili, kdaj se dobimo in gremo tudi vsi skupaj do zaključka. Jaz bom načeloma hodila prva, tako da vsi za mano. Počasi, ja, gledaj, ja. Tako ena dobra točka za pogled v okolico. Se pravi, tamle dol tako naravnost se vidi Šentvid nad Brežicami, tista cerkvica. Tamle v bistvu, ko so pa tista drevesa, ko se vidi kar neka linija dreves, tam je pa že v bistvu Hrvaška čez, ki mejijo reka Sotla, ki je 9. najdaljša reka v Sloveniji.
Tamle gor je Sleme. Včasih je bil tam svetovni pokal v alpskem smučanju, takoj po novem letu, zdaj pa je 3-4 leta, mislim, da več ni. Ja. Vidite pa več? A da malo več? Ne, dosti bo. Pa alkohol zavohajo, ne? Vse rdeče vidim tudi. Evo, Daneska, hvala. Evo, zdaj smo vsi, nekaj še vidim, da prihajajo. Ok, samo tisto so domači, tako da ni problema. Se pravi, tle so zdaj, imajo 3 repnice dan odprtih vrat. Se pravi, tle 50 metrov Šekoranjeva, tle dol 30 metrov pa levo Kovačičeva, pa tle naprej, ne vem, 100 metrov Najgarjeva. In zdaj v bistvu lahko greste v vse 3. Sam bi bilo fino, da se malo razporedimo, ne? Da pač, ne vem, nas je nekje 55, se pravi 20, 20, 20, malo se zorganizirajte, ne? Drugače pa zdaj je ura 12, ob enih se dobimo tam dol konc Najgarjeve repnice, pa bomo vsi skupaj šli gor ob enih. Prav? Tako da kamor želite pač. Jaz nisem bil nič vprašan, če bom. Aha, tebe že poznajo, menda, kaj? Bo še enega? Letje rašte, mogoče pa samo vino. Lahko. Če so letos tudi kakšni mladički, tako kot so bili. Hvala. Prosim. Se pravi, danes je potekal 20. pohod, jubilejni, pešpot k repnicam. Zbrali smo se pri vili Istenič v Stari vasi, tradicionalno. Pohodnikov je bilo okoli 55. Pot smo nadaljevali do vasi Brezovica, kjer so imeli 3 repnice dan odprtih vrat, in sicer Kovačičeva, Najgarjeva in pa Šekoranjeva.
mi delamo penine po klasični metodi, leto pa pol do leto pa 8 mesecev so na fermentaciji v horizontali. Ko fermentacija traja, nastajajo v tej steklenici usedline. Vidite tole, ne? Tole. In tudi na steklenici znotraj se vidijo te usedline. Zdaj te usedline nekako morajo spraviti z te steklenice ven in jih damo tako v pol ležeči položaj, tako da se čisto vse scedi. Videli zdaj? Glejte, to sem največkrat obračala, vidite, čista je od znotraj in vsa usedlina je sem. Potem pa gre to, namoči se, vrat se namoči v suhi led, se zamrzne, zaradi tega tudi je zdaj kronski zamašek, da se lažje odpre. Ko se odpre, potisne pod pritiskom to usedlino ven, gre normalno tudi malo penine ven, potem pa dodaš nazaj penino ali pa, če hočeš neko specialno aromo, sladkost, dodaš ekspedicijski liker. Zapreš struta s tem zamaškom, mrežica in je pripravljeno za prodajo. Imamo dve variante, imamo brut pa natur brut. Brut je tak za odtenek sladkosti. Na poti pred Repnicami smo se tudi še dvakrat ustavili, ker so nas prijazni domačini pogostili z nekimi dobrotami in seveda z tekočimi zadevami. Pot zaključujemo v gozdičku Parkljevec, kjer smo obeležili tudi jurjevanje, spekli smo jajca in pa skuhali klobase. Tale pot je v bistvu vedno poteka nekje okrog dneva zemlje, ki se praznuje 22. aprila, tokrat malo prej, ker zaradi velikonočnih praznikov. Se pravi, čaka vas pa sedaj že naslednja pot, nekako v juniju, kaj bo to? Tako, okoli 15. junija, se pravi nedelja, okoli 15. junija je Vidova pot, ki se starta tukaj v bližini tega gozdička pri etnografski zbirki Marije Sušnik in poteka do cerkve Svetega Vida, tam je zaključek tega pohoda. Če pa pogledamo še nekoliko širše, turistično društvo Bizeljsko, kaj vas čaka v neki bližnji prihodnosti? Seveda, kot vsako leto se bomo udeležili tudi v mesecu juniju in sicer 14. dan kruha, vina in salam v Brežiškem gradu. V mesecu avgustu upamo, da bomo uspeli letos izpeljati pot ob Sotli, ki je zaradi vremenskih nevšečnosti, ki so se zgodile leta 2023, sedaj pač ni bila izvedljiva. Potrudili se bomo v največjih močeh, da to pot letos izpeljemo. Drugače pa, če se zazrem še malo naprej v oktober, to bo zadnja pešpot po Bizeljskem, se pravi grajska pot, je pa tudi okrog 15. oktobra.